Lepo pozdravljeni. Včasih se nam zdi, da o drugi svetovni vojni vemo praktično vse, še posebej o partizanskem bojevanju. Ampak v tokratnem podcastu predstavljamo avtorja, ki je opisal drugo stran, druge bojevnike, druge vojske v Sloveniji. Z nami je gospod Aleš Nose. Gospod Aleš Nose je likovni pedagog, sicer pa je avtor zelo zanimivih knjig. Prva je izšla leta 2008 in potem še dopolnjena, to je Domobranci zdravo, Bog daj. In potem druga knjiga je pa Rupnikov, drugi udarni Rupnikov bataljon, ta je šla leta 2019. In šele ko človek prebere ti dve knjigi, ugotovi, kaj se je pravzaprav zares dogajalo na slovenskem ozemlju v času druge svetovne vojne. Kajti nam so seveda v šolah prikazovali te častne partizanske bitke, tu iz tega pa vidimo, recimo, če preberemo tele knjige in sploh pa, če pogledamo ta zelo zanimiv fotografski material, ki ste ga vi zbrali, človek reče, dobro, zdaj te vojske druge, ne partizanske, so bile pa kar številne, to je bilo pa zelo veliko ljudi, to so bili organizirani vojaki, imeli so tudi svoje uniforme, čine, to ni bila taka šala, to se pravi, oni so pravzaprav bili bolj organizirani kot partizanski vodi in vojaki. Gospod Aleš Nose, zdaj povejte nam na kratko, pa se bova podrobno sprehodila skozi vse te knjige. Kaj je bilo vaše glavno sporočilo v teh knjigah? Torej, osnovno sporočilo, nekako obstoj druge strani, ki je bila leta in leta zamolčana, očrnjena, ni se smelo o tem govoriti, ni bilo informacij, še posebej do leta 1991. Po letu 1991 so nekako začeli kapljati informacije, neko zanimanje za to in sem se odločil, da bi mogoče nekaj se dalo ustvariti v smislu teh drugih enot. Tako da sem se lotil enostavno knjige iz enega čist človeškega zanimanja ferbca. In tako je nastala knjiga. Vi tudi sicer zbirate vojaške uniforme, tako se je začelo. Tako, bomo šli še malce nazaj, v mladost. Vemo, da pač vsi smo živeli za časa SFRJ, socializma in seveda ogromne propagande partizanske, komunistične. Vsi smo gledali partizanske filme, navduševali smo se nad bojevitostjo fantov, kako so pošteni, močni, lepi. Ampak na koncu se slika rahlo spremeni. Po vseh teh dognanjih so nam lagali. Torej, vi ste zbirali ta material, ta slikovni material, ki ga bova predstavila. Kako ste sploh prišli do vseh teh dokumentov, slik? Ja, takole, jaz kot likovni pedagog, kot študent sem z veseljem ustvarjal likovna dela. In tako smo se, mislim, da je bilo to leta 94-95, sva se z gospodom Durjavom Istokom dogovorila, da bom imel neko samostojno razstavo v Muzeju novejše zgodovine. Razstava je bila kar uspešna, s tem, da moje zanimanje za zgodovino je nekako preraslo na to, da sem ga pač vprašal, ali si lahko ogledam kakšen njihov material. Ker v Muzeju novejše zgodovine imajo krasno fototeko z ogromno materiala, zlata vredno. Tako da mi je nekako dovolil, da si jaz to ogledam. Seveda najprej so me zanimale pač nemške uniforme iz stališča gledanja teh partizanskih filmov. Vsi smo bili na začetku partizani, wow, Potem sem pogotovil, da nekako Nemci pa rahlo lepše izgledajo, so bolj napravljeni. Kroji uniform so krasni. Tako da potem nekako sem vprašal, ali imajo kakšne fotografije nemških enot, nemških častnikov in sem začel to pregledovati. Kar naenkrat sem pa naletel na fond domobranskih fotografij oziroma fotografij protikomunističnih enot. Ogromen fond. Tako sem začel to preslikovati na diafilme
in študirati, kaj je kaj, ne? Ugotavljati, kakšne so te uniforme. Problem je pa ta, ker ni bilo nobenih informacij, ne? Lahko kot zanimivost povem, da ko sem hodil po terenu in sprašal, kakšne so bile te uniforme, so rekli nizozemske. Zakaj pa nizozemske? Seveda, takrat so fantom rekli, dobili boste inozemske uniforme, seveda pač ker so bili fantje, ne vem, kmečki fantje, mogoče ne to kar zgledani, so rekli, nizozemske, ne? No in zaradi te informacije sem šel celo na Nizozemsko v muzej vojaški pogledati, ali je to res ista uniforma, isti kroj. Ugotovil sem sicer, da je barva zelo podobna, ampak kroj pa ne. Zdaj moramo pa, če se vrnemo na te uniforme domobranske, v bistvu to so bile uniforme nemške policije, model 43. Ko so Nemci okupirali Nizozemsko, so tudi pobrali določen material njihovih uniform, katere barva je bila zelo podobna in so potem ta material uporabljali tudi za svoje uniforme. Seveda, druga varianta izvora pa je, da so mi rekli na terenu ljudje, da so bile to poljske uniforme. Zakaj pa poljsko? Ja, seveda, po nemško se taki bojni uniformi reče Felduniform. Prevod. In direkten prevod, poljsko. Ne? In tako sem nekako počasi prihajal do zaključka, da so bile to pač uniforme nemške policije, model 43. Ampak knjiga je kar debela, ne? Mislim, kako dolgo ste pisali to knjigo? To je zajetna z vsemi slikami, dokumenti. Kako ste se potem zakopali v to materijo, ki praktično je ni nikjer v Sloveniji videti? Ne moramo jo videti, razen če bi šli po vaših poteh, ne? Ja, poglejte, pri tem materialu, ko sem ga nabral v Muzeju novejše zgodovine, sem se pač odpravil s sorodnikom v Argentino. S sabo sem vzel diaprojektor in diase. Ker veliko fotografij je bilo nedokumentiranih, nepoznani ljudje in sem nekako razmišljal, mogoče bojo pa v Argentini katerega spoznali na fotografiji. Tako da sem pri mogoče 3-4 družinah bil in pokazal te dia slike in potem smo ugotavljali, kaj je kaj. Tako da nekaj smo jih ugotovili. So vam raztolmačili so mi tako, ja, sorodniki. Zanimivo. Ja. Med drugim pa je prišel na obisk tudi Ivan Korošec, ki je takrat živel še v Argentini. On je bil častnik Rupnikovega bataljona, poročnik, in je precej ljudi spoznal. Zelo zanimivo. Nakar se je porodila, sicer ne na moji strani, ideja o knjigi, ampak na njegovi. Je rekel, Aleš, poglej, glede na to, da imaš cel kup zanimivega materiala, ogromno nekih fotografij, kaj pa če bi ti naredil z tega neko knjigo? In potem, ko sem se peljal domov z avionom, to ni 1 uro, 2 ure, kar nekaj časa potuješ z Argentine, sem razmišljal o tej zanimivi zadevi in sem se odločil, zakaj pa ne. Seveda, dobrodošla pomoč pa so bila neka pisma, ki sem jih potem odnesel v Slovenijo, žlahti določenih pač, ki sem jih obiskal. In sem rekel, enostavno, v redu, bom prišel na obisk, bom predal ta pisma in seveda vprašal, ali imate mogoče kakšne fotografije pri vas, ne? In seveda so rekli, ja, imamo, bi mogoče posodili, bom jaz to preslikal, ni problema, prineste nazaj. In tako se je začelo nabiranje fotografskega materiala na terenu, ne? Potem pa prinesem jaz to nazaj, rečem, kam bi se pa lahko še oglasil, pa mi dajo zopet, recimo, 3 naslove, pa rečejo, ja, lejte, kar rečete, da smo vas mi poslala, ne? Tako da ne bojo v strahu, ne? Ker takrat je bilo še mogoče... To se pravi, kdaj je bilo to, ko ste vi šli v Argentino? Po osamosvojitvi? Ja, po osamosvojitvi, absolutno. Kjerega leta je bilo to? Pravzaprav se ne moram spomniti. No, ampak po osamosvojitvi. Tako, po osamosvojitvi. No, ampak recimo to, kar ste zdaj povedali, ne? To pomeni, da je v Sloveniji veliko družin,
so imeli seveda tudi med domobranci vojake, svoje sinove, ne? Ja. In so se celo fotografirali, ne? To je tudi en zanimiv podatek. V bistvu zanimivo je to, ne, da ponovadi ljudje rečejo, ja, se takrat pa nismo imeli fotoaparatov, pa se ni noben slikal. Ja, kako da ne, vsi so se slikali, ne. To je človeško, ne. Karkoli se dogaja, pride nek fotograf, fotografira, je to skupina ali je to portretna fotografija. Obstajajo, ja, obstajajo. Seveda so se pa ljudje bali in so skrivali te zadeve, ne. Šele po osamosvojitvi ste jih dobili. Tako. No, zdaj poglejmo, torej, tule prvi sklop fotografij se imenuje Štajerski bataljon Legija. Povejte nam, kdaj je nastal ta Štajerski bataljon? Kaj gledamo tukaj? Torej, to so pripadniki Štajerskega bataljona. Pravzaprav Štajerski bataljon je bila jugoslovanska vojska v domovini, ki je šla na teren 17. maja 1942. To je kraljeva vojska. Kraljeva vojska. Seveda problem je bil, ker so partizani, torej komunisti, čutili, da se nekaj dogaja in so jih že zasledovali. In so imeli nekako srečo, da so tik pred zdajci se iz Bizovika premaknili proti Dolenjski. Seveda, težko je bilo z orožjem, z opremo, tako da je veliko ljudi v Bizoviku, v polju sodelovalo pri nabiranju materiala, tako da so nekako opremili teh 17 fantov. Med njimi je bilo kar nekaj oficirjev, pa seveda med njimi bil tudi Ivan Korošec, ki sem ga že prej omenili. Ja. Tako. Skratka, šli so na teren in potem so prišli na Dolenjsko, seveda pa ta legija, oziroma bomo rekli Štajerski bataljon, niso bili samo fantje iz Ljubljane, ampak so bili tudi Šentrupert in ostalih predelov Dolenjske. Na začetku jih je bilo seveda bolj malo, non-stop. Oblečeni so zanimivo, ne? Tam vidim neko polhovko. Ja, skratka, polhovka, slovensko nacionalno pokrivalo, notransko, ne, je bilo kar nekajkrat uporabljeno za te fante. Seveda na začetku niso imeli nekih posebnih uniform, ampak samo to, kar so uspeli dobiti doma, mogoče kakšna športna oblačila, široke hlače, gojzarje, nahrbtnike, pa seveda mogoče kakšen del športne opreme, smučarske, recimo menaške, seveda ni bilo vse vojaškega porekla. Ne. In orožje, kje so dobili orožje? Ja, to pa je zanimivo, ne. Po razpadu Kraljevine Jugoslavije je orožje ležalo naokrog. In fantje, tako eni kot drugi, so pobirali orožje in spravljali in skrivali orožje. A te drugi so partizani? Ti drugi so partizani, tako. Dobro, in zdaj recimo ta Štajerski bataljon, so bile to kakšni boji, bitke, napadi, kaj je to bilo? Štajerski bataljon je v sami osnovi bil ustanovljen za boj proti okupatorju. Okupatorju, to se pravi Nemcem. Torej Italijanu. Ker vemo, da se zadeva dogaja v Ljubljanski pokrajini. Ja. Zdaj razlika med samo Ljubljansko pokrajino in zasedbenim območjem Nemcev, ne, torej Gorenjska, Štajerska, Nemci so bili precej neugodni. Tako da razvoj partizanskih enot na Gorenjskem in na Štajerskem je bil rahlo otežen samo zaradi tega. Dočim v Ljubljanski pokrajini pa je bil ta okupator italijanski nekako bolj mil, bolj prilagodljiv na začetku, ni bilo takih represalij. Šele kasneje s pojavom akcij partizanov se začnejo neke italijanske represalije. Ampak zdaj, recimo, če so se Italijani oziroma partizani borili proti okupatorju, ne, pa tudi Štajerski bataljon, zakaj se niso povezali? V samem začetku so bili nekako povezani. Torej, Štajerski bataljon, moramo zdaj to vedeti, da oni so se imenovali v narekovaju Štajerski bataljon, da bi zameglili svojo osnovo, da so to kraljeva vojska v domovini. Ker če bi partizani, torej komunisti, to vedeli, bi že pred
bolj ostro napadali. So pa sicer nekako vedeli že iz Ljubljane, ko so šli, da so jih sledili, in tudi pri Starem gradu, to je pri Dobrem polju, so jih prvič napadali. Partizani, Štajerski bataljon. Tako, jugoslovansko vojsko v domovini. Ja, jugoslovansko vojsko. Šele potem, ko pridejo oni na Dolenjsko, se preimenujejo v Štajerski bataljon. Mislim, da so sodelovali s partizani v nekaj napadih na Italijane. Celo povabljeni so bili v partizanski štab na neko gostijo, nekaj v tem smislu. No? Da se na začetku sploh niso partizani mogli verjeti, da so to oni, da so oni drugačni, da oni niso partizani. V bistvu je prišlo do tega vprašanja, ali so partizani ali ne. Oni niso imeli nobenih zvezd na glavi. Ker partizani so očitno bili že od vsega začetka komunisti in so delali revolucijo, zato so imeli zvezdo. Tako. V bistvu partizani imela čez pač komunistična partija. Ne? Ja. In partija je šla v svoj boj za oblast, ne pa za revolucijo. Torej za revolucijo. Revolucija je bila osnovni cilj, drugotni cilj je bilo pa pač osvoboditev Slovenije. Ja. Ampak kaj se je potem zgodilo s tem Štajerskim bataljonom? Štajerski bataljon je, mislim, da okrog približno 2 meseca operiral pod tem imenom. Do tega trenutka, ko so nekako opazili, da ne morejo več, ker so imeli 2 nasprotnika, in Italijane in komuniste. Je bil, kako bi rekel, pritisk premočen. Ja. Ne? Na kar so se le dogovorili z Italijani o nekem nenapadanju, ker so nekako videli, da so partizani oziroma komunisti preveč močni, oziroma njihovi postopki, kot recimo umori, požigi, kraje, so bile res zelo okrutne. To se pravi, oni so potem se mogoče zlili s četniki ali ne? Kaj se je zgodilo potem? Torej, v bistvu jugoslovanska v domovini se imenuje z drugo besedo lahko tudi četniki. Ja, ker imamo še en slikovni material, ste pripravili o četnikih. To so pa kasnejši, a ne? Ja, a to so pa četniki, ne? To so pa četniki, to je za časa, mislim, da za časa pred Grčaricem, pred padcem Grčaric. Torej, tole je Draža Mihajlović za časa službovanja v Celju, v Kraljevini Jugoslaviji. Potem naslednja je pa tudi on. In to med vojno? To je še pred vojno. Pred vojno, ja. Tako, Kraljevina Jugoslavija. To je pa potem že med vojno. Draža Mihajlović. Tako, on je bil poveljnik, četniški poveljnik oziroma poveljnik jugoslovanske vojske v domovini. Kaj pa tisti Ljotićevci pa Nedićevci, to smo se učili v šoli, pa nikoli nisem dobro vedela, kdo je kdo. Ali oni sodijo v to skupino tudi v Sloveniji? Ali ne? Ne, oni ne sodijo v Slovenijo, ampak v Srbijo. To so pač mogoče Nedićevci podobno kot kasneje domobranci, ki so pod nemško upravo, tako so bili tudi Srbi pod nemško upravo in so nekako mogli funkcionirati, in je Nedić to prevzel pod svoje okrilje. No. Torej, koliko je bilo zdaj teh četnikov, ki so delovali na tem ozemlju Slovenije in kaj točno so počeli? Zdaj sama številčnost, v samem začetku, bom rekel, Štajerski bataljon, prej tako imenovani slovenski četnik ali jugoslovanska vojska v domovini, okrog 200 mož. Ampak s časoma se je to moštvo širilo, nabiralo, in je prišlo, mislim, da do številke približno 500. Tako da sta bila potem ustanovljena 2 bataljona protikomunistične milice oziroma legije smrti. In to vse v letu 42? To je bilo 42 in kasneje 43. Kaj vidimo na tej sliki? Torej, tole je pripadnik jugoslovanske vojske v domovini, kasnejšega letnika, ne na začetku, ker vidimo, da ima že neko italijansko uniformo, iz italijanskega blaga narejeno šajkačo in pa simbol Kraljevine Jugoslavije. Pa kdo je šival te uniforme med vojno? Ja, zdaj, jaz mislim, da kar privat so šivali.
Mogoče so imeli nekatere uniforme še za časa kraljevine Jugoslavije, kar so lahko kje dobili ali pa obdržali doma. Nekateri so si dali zašiti svoje uniforme, v bistvu so imeli pa nekateri kar civilne uniforme. Ampak tako pravno formalno, ne? Če se pravno formalno pogovarjamo, to je bila edina uradna in formalna vojska, ne? Ker kraljevina še ni razpadala, je že razpadla. Kako je bilo s tem, formalno gledano? Ja, razpad kraljevine je bil z napadom na kraljevino, in potem razpad, kapitulacija kompletne vojske. Zdaj je pa zanimiv, ker vojska ni bila tako majhna, ne, ta kraljevina Jugoslavije. Ja. Zakaj je prišlo do razpada? Ne? V bistvu dve struji sta pripomogli k tem razpadu. Prva zelo močna, komunisti, in potem ustaši. Ne? Ker nek načrt je bil, da se pač ta vojska umakne v Bosno in potem operira z Bosne naprej in se opera. Ne. Seveda je pa prišlo do ustanovitve NDH in ustaši so bili absolutni nasprotniki kraljevine Jugoslavije. Se vemo, da že v sami kraljevini so bila ta trenja med Hrvati in pa Srbi, ne, ker Srbi so nekako hoteli prevladati, kralj je bil srbskega porekla, ne. In so si nekako vzemali neko pravico, da so močnejši, da bolj vladajo kot ostali. Ne? Tako da so nekako Hrvate malce tlačili. Oni so pa le čakali, da prije nek trenutek, da se nekako rešijo srbske nadvladanje. Ampak če pogledamo današnji čas, ne, v Beogradu ni osovražen Draža Mihajlović. Pri nas Rupnik je, ne, in domobranci, to je vse osovraženo, o tem ne govorimo, ampak tam pa ne. On je pač, ga smatrajo kot svojega generala, ne. Ja, zdaj srbska politika današnja je rahlo drugačna kot pri nas. Nekako so izenačili tudi veterane, ne? Tako. Ja, vsi imajo status partizanski borca. veterani, ne vem, četniški veterani oziroma kraljeva vojska v domovini sta nekako izenačeni. Ne? Je bilo pa zanimivo enkrat, zdaj sicer ne vem, kjerega leta, je bila neka obletnica, zdaj ne vem, ali je celo Putin prišel v Beograd, in častna straža je bila napravljena v uniforme kraljeve vojske. Neverjetno, no. Ja. Mislim, da je bilo to osvoboditev Beograda, ne? Ker mislim, da osvoboditev Beograda so izvedeli ne Draža Mihajlović, ampak Srbi sami, ne komunisti. Ruske enote, Rdeča armada, potem kraljeva vojska, a ne? Takrat partizanov v Beogradu še ni bilo. Ja, v Beogradu sploh ni bilo partizanov. Ne. Potem pa, ko je prišlo do osvoboditve Beograda, so Rusi rekli pač tem fantom, pejte vi ven, ker zdaj bodo prišli pa partizani in bo to precej narobe. Ne? Ja. Dobro, zdaj naslednji sklop slik so vaške straže. Zdaj povejte nam, od kdaj do kdaj so delovale, kako so nastale. To so zdaj vaške straže. Ja, vaške straže so v bistvu nastale nekako v istem obdobju, torej tisti maj 1942, se je na Notranjskem začel pojavljati narodne straže. Torej vaške straže so šele čez kakšne 2 meseca kasneje. Ne? Skratka, narodna straža, fantje zaradi pritiska in terorja komunistov, ki so ga izvajali okrog. Vemo, da pretežni del prebivalstva je bil krščanskega, hodili so hmaš, delali so, nekateri so pač bili malce bogatejši, gostilničari, ne vem, učitelji, konec koncev lahko tudi trgovci ali pa samo delavci, ne? In so pač komunisti pobijali svoje nasprotnike. Vse tiste, ki niso bili za komunistično revolucijo. In oni so praktično branili vasi, ne? Branili so vasi, uprli so se tem upadom, partizanskim upadom v vas. Zanimivo pa je, da se pojavijo ti vaški stražarji, oziroma narodna straža, bomo rekli, če bi zdaj točno po datumu šel, bomo rekli takole, Loški potok 14.5.42.
Takrat nekako okrog so bili že partizani, ne? In fantje so rekli, tole pa ne bo v redu, in so poiskali te svoje puške, ki so imeli spravljene, in so se postavili v bran partizanom. Mislim, da pri prvem napadu so se nekako ubranili, pri drugem pa ne. Bomo pa rekli tudi nekaj, kar se je redko dogajalo pri partizanih, ko so zasedali neko postojanko, da so fante enostavno spustili. Ker jih je potem čez nekaj časa partizansko vodstvo jih je karalo, kaj ste jih spustili, mogli bi pobiti. Ker potem te fante, ki so spustili, so šli nazaj v vaške straže. Pa so bili iz iste vasi, koncev. No, kakšni iz iste družine, bratje. Tako, celo to, No, tukaj vidimo vidimo orožje, vidimo uniforme. Odkot te uniforme? Niso pa enotne, ne? Ja, na samem začetku, kot smo že prej omenili, pri Štajerskem bataljonu so fanti nosili civilne obleke, gmašne obleke, orožje so imeli, kar so pač dobili, kar so imeli skritega. Seveda dejansko je bil problem z orožjem, ne. Veliko fantov se je hotelo upreti in vstopiti pač v te protikomunistične enote, vendar niso bili oboroženi. Kje bomo dobili orožje? Ja, seveda so mogli nekako silom razmer prositi italijanskega okupatorja. Sami Italijani na začetku niso želeli nekih posebnih enot protikomunističnih na tem zasedenem ozemlju, ker so se jih mogoče rahlo bali. Potem je pa bil pritisk le tako močan, da so nekako odobrili, da lahko dobijo nekaj orožja. Seveda to orožje je bilo staro orožje, francosko, še z prve svetovne vojne, kar je bilo že prej zaplenjenega. Vse te kraljevo orožje, torej mauzerice, pa so jim tako rekoč na začetku pobrali, pa dali francoske puške, ker so bile slabše. Moramo vedeti, da francoska puška je bila na 3 naboje. Za sam spopad od blizu oziroma terensko zelo slabo. Bile so pa dobre, če si bil ti v nekem zaklonu. Kajti so bile dejansko najdaljše puške v tistem času. In če je cev dolga, je tudi zadetek bolj točen. Torej zdaj vaške straže, oni so se borili proti komu? Proti partizanom. Proti partizanom, sodelovali pa z Italijani? Te so jim dali orožje, kako je bilo? Torej, nekako so se mogli podrediti Italijanom. Zdaj pa, ker Italijani niso dovolili, da bi oni samostojno nastopali, čeprav sem trdja so uvedli v te postojanke zvezdne častnike, da so jih imeli pod kontrolo. Torej, ti zvezdni častniki so potem sporočali višjim komandam potrebo po hrani, po orožju, po opremi, po obleki, ampak ni bilo vedno to nekako odobreno. In od vsega začetka so se oni borili, ko pravite, proti partizanom, proti komunistični revoluciji. Tako, proti revoluciji. Zato se pa reče prostovoljna protikomunistična milica. Torej, tako so jih poimenovali Italijani oziroma kratica MVAC, Milicija Volontarija Antikomunista. In ti ljudje so vstopili v to milico ali kako so se pridružili? Torej, večji del so prostovoljno pristopili k milici. Pa so bili zabeleženi nekje. Tako, bili so normalno zabeleženi, vsi osebni podatki, tako da po dosedajšnjih raziskavah, ki jih delava z gospodom Dežmanom, smo prišli do številke, nekaj čez 7,000 fantov je bilo vključenih v to vaško stražo. Na območju Ljubljanske pokrajine. Tako, na območju Ljubljanske pokrajine. Ne pa Gorenjska in Štajerska. To je bila pa Nemčija. Tako, to je bila nemška okupacijska cona. No in potem pridejo Turjak in Grčarice. Kaj se je zdaj tam zgodilo? Ja, zdaj neka fama, vse splošna fama je bila, da se bojo Angleži izkrcali v Istri oziroma na Jadranskem primorju. To je bilo eno napačno sporočilo, da so nekemu utopljenemu vojaku potisnili to napačno sporočilo v žep in so ga Nemci našli in dobro, to je pač tak urbani mit, bom rekla. Ja, to je nek mit, to so nekako politiki tudi o tem govorili. Skratka,
neka zgodba ali pa urbana legenda, ne, Ja. pravi takole, ne, da so se Angleži želeli skrcati na Jadranskem primorju, ampak je Tito rekel, ja, lahko pridete do obale, date material in greste. Če pa boste se izkrcali, bomo mi skupaj z Nemci stopili skupaj in vas napadli. Zelo zanimivo. No? Ja. Obstaja dokument o tem, kar ste zdaj povedali? Ja, ne morem zdaj zagotovo trditi. Ja. Ja. To se pravi dobro, Britanci bi se izkrcali. Skratka, ta fama, prišli bojo Angleži, se bojo skrcali, v redu, kapitulacija Italije, super. A to je bilo zdaj leta 1943? Torej september 1943, 9. september 1943. In kaj se zdaj zgodi? Orožje na pretek. Ja, ker kapitulira Italija. Italija kapitulira. Vse tam... S partizani se dogovorijo, da se večji del Italijanov lahko sprehodi nazaj domov, pustijo tukaj opremo, neko osebno oborožitev so lahko vzeli s seboj. Določeni Italijani pa so ostali v partizanskih enotah, ker so bili tudi nekateri komunističnega prepričanja, nekateri pa so se hoteli zgolj boriti naprej proti Nemcem. Tako da te partizanske enote se res blazno pomnožijo. Tako da pride do tega, da demokratična stran, torej bomo rekli vaške straže, se nekako umaknejo, torej iz področja Ljubljane, dela Dolenjske se umaknejo na Turjaški grad. Ker smatrajo grad za močno utrdbo. Seveda, če se ti boriš proti taki utrdbi zgolj samo s puško, ja. Niso pa nekako računali, da bojo partizanske enote, torej partizani prišli do italijanskih topov pa njihovih topničarjev. Seveda, Italijani so bili zelo dobri topničari, to ne moramo nič reči. In tako so začeli partizani napadati grad s topovi in so ga nekako zrušili. Pa zakaj so Italijani dali partizanom to orožje? Zakaj so njim to prepustili? Ja, ker so enostavno so se dogovorili, spustite nas domov, mi vam pa tukaj vse pustimo. Meni se, da je celo Ceruti ali Gambara so sodelovali pri napadu na Notranjskem, mislim, da na Novo vas. Torej Italijani in partizani. In potem so ko so osvojili to Postojanko, so ga skupili v gostilni. Mislim, tako, take neverjetne zadeve si človek nekako ne more to, ne moreš verjeti. Ne moreš razumeti, kaj se je v bistvu dogajalo med vojno. Skratka, padec Turjaka, žrtev kar nekaj, oziroma tistih 24-25 ranjencev, ko je bilo na Turjaku, so partizani tam pobili. Te vaške stražarje. Vaške stražarje. So pobili. Zdaj, zanimiva zgodba je ta, ker med temi ranjenci je bil tudi Ludvik Hren, ki je bil poveljnik vaške straže, torej ene enote v Dobrem polju. In kasneje, mislim, da v Dolenji vasi. Je bil pač ranjen in se je nekako po nekem hribu skotalil dol. In je tako ušel z Turjaka. Potem je pa par mesecev se okreval pri nekih sorodnikih in potem se je priključil domobrancem, šel v Rupnikov bataljon. To je zelo zanimivo. In po vrnitvi domobrancev v Teharje je bil tudi zdraven. In je v tam tudi ušel. Nekaj neverjetnega. Je pa imel srečo. Dvakrat ušel neki smrti oziroma neki težki usodi. In ste ga vi srečali kdaj? Ne, nažalost ga nisem srečal, je že pokojen. Dobil sem pa njegove zapiske, neke spominske zapiske, pričevanja, ki so objavljeni tudi v knjigi Rupnikov bataljon. Dobro, zdaj v Turjaku zmagajo partizani, rečemo, ne? Ja, seveda, ne. Pobijajo vaške stražarje, tudi civilno prebivalstvo, ali kako je bilo s tem? Torej, ja, zdaj bomo rekli tako, najprej pobijajo ranjence, potem pobijajo v velikih laščah za železniško postajo častnike vaških straž, ostale pa odpeljejo v Kočevje na te kočevske procese oziroma na sojenje. Večji del jih kar nekako, veliko jih pobijajo, dosti pa jih mobilizirajo tudi v te delovne enote
in so dejansko mogli delati kot neki sužnji za partizane. No, ta kočevski proces je tudi zanimiv, ne, ker praktično tisto sodišče še ni bilo ustanovljeno. Ali kako je? A je že bila takrat Jugoslavija ali ne? Ja. Katera državna formacija? To je nekaj povezano z Avnojem. Oni so se šli že takrat državo, že v samem začetku so oni hoteli biti država. Ne? In če pogledamo, recimo, pač zasedba italijanska, potem se z določenih predelov Italijani umaknejo, tiste predele zasedejo partizani, takrat se začne ogromen teror nad civilnim prebivalstvom, a ne, drugače mislečimi, in takrat že izvajajo vsa ta dejstva, kot da so oni že država, a ne, že za časa okupacije, že za časa vojne. A ne. In potem so ljudje vedeli, da nekaj ni v redu. Ne. In je odpor enostavno rastel. Ne. Ja. No, seveda Grčarice, kaj pa je bilo tam? Grčarice je pa zgodba jugoslovanske vojske v domovini. Torej, prej, ko smo omenili štajerski bataljon oziroma ti fantje, ki so šli na začetku na teren, ne, to so bili prva enota jugoslovanske vojske v domovini. Potem so nekako oni razpadli kot jugoslovanska vojska v domovini s tem, ko so prešli oziroma so jim pomagali Italijani. Takrat so se preimenovali v Legijo smrti oziroma protikomunistično milico. Kasneje pa zopet Novak ponovno začel ustanavljati jugoslovansko vojsko v domovini, pač drugi poizkus. In posledica tega drugega poizkusa je bil ta, da se ti četniki slovenski umaknejo v Grčarice. In tam nekako so bili dogovorjeni z četniškim odredom iz Moravic, da oni pridejo na pomoč. Ja. Vse to v luči prihoda Angležev na Jadran. To je bilo vse v tem, vse ta zgodba, v tej Fata Morgani, Angleži bodo prišli in tako. bodo komu pomagali? Zdaj Angleži, če pridejo... Proti komunistom, ne? Ker oni so bili le demokratični tabor, ne? To se pravi, to je veljalo takrat kot to upanje, da bodo prišli Angleži, fama tega, tako, ja. In da bodo se proti ogromna napaka, res neverjetno. No? To je bila napaka. Ja. Pa še še ena napaka so bile pa te Grčarice, ne? Ja. Ker Grčarice so obdane iz hribi. Ne z gorami, ampak hribčki. Ne? Ja. Kar ni v redu, ne? Če si ti v kotlini, za napadalca je to odlično, ker napada iz vrhov lahko. In kdo je tam napadal? Spet partizani? Torej, zopet so napadali partizani in so seveda s pomočjo italijanskega orožja, tudi Italijanov, in so uničili Grčarce. In to jugoslovansko vojsko. To jugoslovansko vojsko, tako. Torej, po vašem mnenju, zdaj, če govoriva o teh protikomunistih, seveda do domobrancev, seveda, ampak zakaj dejansko niso zmagali? So bili slabo opremljeni? Kaj je bilo tisto? Ali so bili recimo ti revolucionarji, da tako rečemo, preveč okrutni? Kaj se je dogajalo? Ja, revolucija je bila zelo okrutna. Jaz mislim, da demokratični tabor ni mogel dojeti, kaj lahko nekdo naredi, da pride do svojega cilja. Moram pa osebno, lahko priznam, da so bili komunisti zelo dobro ciljno naravnani. To bi lahko rekli nekem, že ob nastanku kraljevine Jugoslavije, 20. leta, so oni imeli pretenzijo, da bi nekako naredili revolucijo. Pa jim za tisto obdobje to ni ratalo. Ampak oni so že iz ruske revolucije imeli ta cilj, naredimo revolucijo po celi Evropi. Po celi Evropi, ja. Tako, ampak niso imeli nekega uspeha. To je bila pa idealna prilika, za katero so se seveda pripravljali, ne? Leta in leta. Ne? Ja, hodili na šolanje. Na šolanje v Moskvo. Seveda ne moramo zdaj tukaj, bomo izpostavili tudi špansko državljansko vojno. Ne? Ja. Ker tam so se pa dobesedno šolali na terenu. Ne? Praktično. Praktično, ja. Veliko teh znanih komunističnih voditeljev je bilo v Španiji. Ja. In potem, ko so prišli, so imeli že neke
osnove, ne, tega grdega bojevanja, bomo temu rekli tako, ne. Ker po vseh teh letih, ne vem, raziskav, primerjanj, ker jaz zelo rad primerjam eno in drugo poročilo, a ne, recimo, ne. Pa ne deluje nekako, partizanska poročila so drugačna. Zelo veliko je besed, dostikrat so napihnjena poročila, koliko je bilo mrtvih. Vse tudi na drugi strani je bilo rahlo napihnjeno, ne moramo nič reči, da ni res, a ne. Ampak ja, partizani so imeli, recimo, znali so dobro napadati postojanke. Obkoliti postojanko in jih izčrpati. Te fantje, recimo, pa niso imeli nekega izobraževanja, da tako rečem, vsaj vojaškega, ne? Da so se postavili, kot ste rekli, v kotlino Grčarice. To je bila ena ogromna strateška napaka. Ja. Je res, da so bili med temi fanti v Grčaricah bilo zelo veliko častnikov, ne? Ampak ne vem, zakaj je prišlo do tega, da so izbrali napačen položaj, ne vem. Ali ste vi med temi dokumenti ugotovili tudi, tako kot pravite, sigurno so naredili tudi na tej protikomunistični strani kakšne strateške napake? Ste našli kakšna dopisovanja ali pa obžalovanja ali pa zdaj recimo v Argentini, da če pogledajo nazaj, rečejo, tam smo naredili napako, tam bi morali to in drugače, tudi v tem vojaškem smislu? Ja, tukaj zdaj bolj ta politika, ne, eni tako, drugi tako, ampak jaz se ne želim s tem ukvarjati, ker je potem cela zmeda, ne. Mene bolj zanima ta vojaški del. Jaz mislim, da glede na današnja dejstva, na današnja spoznanja, da ja, da rečejo, da so bile določene odločitve pač napačne, ne. Saj Turjak je bil napačna odločitev. Tudi Grčarce so bile napačna odločitev, ne. Ampak s tem Turjakom je bilo tako, da oni so takrat hoteli se povezati s partizani celo. Ne? Da bi potem, ker vemo, da Nemci imel že okupirano Ljubljano, ne? In da bi oni branili ta del Dolenjske s partizani proti Nemcem. In partizani jih niso? Ja, ne, s partizani so bili pa zdaj kar naenkrat močni, ogromno enega orožja, opreme. Tako da so rekli, fante, to pa ne bo šlo tako, ne? Zdaj smo pa mi močnejši. Ne? No, a veste, da je res, da recimo tudi med temi borci NOB je vedno bil ta datum kapitulacije Italije, kdo je pristopil k partizanom. Ne? Tisti, ki so prej bili, pa potem po 9.9.43. Oni so se tudi, ali pa se še vedno, če so živi, ne, med sabo ločijo glede na ta datum. Tako da očitno je takrat veliko ljudi pristopilo v te vrste partizanov. Ne? Zdaj bom povedal še eno zanimivost. Ne? Pač zdaj v novih raziskavah oziroma v naslednji knjigi pač raziskujem vaške straže po postojankah. Če nekako omenim Belo krajino in razpad vaške straže v Beli krajini, pretežni del vaških stražarjev so partizani mobilizirali v svojo vojsko in ti fantje so potem napadali tudi Turjak. Zdaj pa zanimivo je to pač po teh raznih pričevanjih, ne, da fantje so stran streljali, v luft so streljali, sem da bodo čim več municije pokurali. Niso hoteli svojih pobijati, ne. No, vse to je mogla biti res ena velika zagata, da praktično v tej majhni Sloveniji, v vasi brat brata in tako naprej, to je moglo biti težko vprašanje. Pa tudi ne nazadnje so bili te ljudje vsi verni, ne. Se niso šli vsi čez moskovsko šolanje. Točno tako, Vse tudi pri partizanih, ne, moramo nekaj vedeti, ne. Saj niso bili vsi partizani slabi. Eni fantje so dejansko šli v boj za osvoboditev proti okupatorju. Ne? Določen del, politični del, so bili pa nastrojeni za revolucijo in so jih dobro komandirali. Ne? Zdaj recimo v sami partizanskih enotah je bilo zelo veliko mobilizirancev iz Štajerske, iz Gorenjske, iz Primorske. Oni sploh niso vedeli, zakaj se gre v Ljubljanski pokrajini. Ne? No, zdaj naslednji sklop fotografij tudi v vaši knjigi je slovensko domobranstvo. Zdaj, kdaj so oni nastali? Kako so nastali? Kdo so? Koliko jih je bilo? Zdaj, če bi rekli, bomo rekli neka končna številka okrog 15 000.
To je veliko. To je ogromno. Ja, mislim, to je tisti šok, ko človek gleda to knjigo, reče, kaj, ne, mislim, to sploh ni, a veste, ker smo ves čas brali in poslušali samo o partizanih, se nam je zdelo, da je partizanov ogromno. Mislim, nedvomno, že samo zaradi tega fotografskega materiala, recimo primer, nek prijatelj z Maribora, ko je ta knjiga pač išla, jo je kupil, a ne, in me kliče, reče, ti Aleš, pa koliko je bilo tega? Poglej, cel kup ljudi, jaz sem mislil, da je bilo par 10. Ja, se je res. Da se je sprehajalo okrog, ne? Ja. Ampak... Torej, kdaj nastanejo te domobranci? Skratka, bomo tako nekako rekli, ob padcu Turjaka, ne, se določen del, ki so se že prej umaknili na potok, ne, se umaknejo v Ljubljano. Vsekakor oboroženi. Tam jih Nemci ujamejo in razorožijo. V tem času pa je bil v Ljubljani 100. ljubljanski župan general Leon Rupnik. Seveda to dosti ljudi tega ne ve. Ne. Ja, to ne čisto zamolčan. Tudi v mestni hiši ni njegovega imena. 100. tabla je prazna. Ne. Ja. Skratka, on nekako urgira pri nemških oblasteh, da so to le protikomunistični borci in naj jih ne pošljajo v razna taborišča, ampak naj jih pustijo tukaj. Torej, Nemci jih zajamejo, razorožijo, Rupnik kot župan urgira. Urgira in nekako ti fantje ostanejo v Ljubljani in se preimenujejo v domobransko legijo. In to je leta 1943? To je septembra 1943. Aha, po kapitulaciji Italije. Ja. Takrat je bil ta veliki obrat. Ja. Tako, ja, ne. Moramo povedati, da to ni bilo samo v Ljubljani, ne. Tudi v Novem mestu ne, se dogaja. Ne. Tam so se pa ti vaški stražarji umaknili iz teh raznih postojank po Dolenjski v Novo mesto. Tam je prevzel poveljstvo stotnik Vuk Rupnik. Ja, sin Leona Rupnika. Generala, ja. In jih je nekako odpeljal iz Novega mesta. Ampak ne, predtem so bili partizani dogovorjeni z Italijani, da na določeni točki jih Italijani razorožijo in predajo partizanom. Je imel pa Vuk prijatelja nekega oficirja, zdaj točno imena se ne bom spomnil, in mu je on to sporočil, kaj nameravajo narediti. Med Italijani ga je imel. Tako, ja, tako. In potem je na določeni točki zavil stran iz teh enot in je odšel proti Zamešku, na nemško stran. Ne. Tam so se pa potem tudi nekako preimenovali v domobransko legijo. Ne. Ta del, novomeški del. Ne. Imamo ljubljanski del, novomeški del. Ne. No, tole sem v knjigi našla službena pravila slovenskega domobranstva. Ne. To je zelo zanimivo, tole, da ste tole objavili. Ne. Zdaj oni govorijo o slovenskem narodu, ne. Potem o slovenski domovini, naša domovina je Slovenija, zemlja, kjer živimo Slovenci in tako naprej, so zelo domoljubni, a ne? Tako, ja. Govorijo o slovenski zastavi in grbu, bova potem razložila, kaj. Oni so bili organizirani, to je bilo zdaj že končno kot neka država Slovenija, praktično, ne? Rodoljubje, vdanost, zvestoba. Zato so se zavzemali, ne? Potem je recimo vera, bili so verni, tole je zanimivo, komunizem, zakleti sovražnik slovenskega naroda. Oni so imeli med svojimi pravili prav zapisan boj proti komunizmu. Tako pravijo, vsak slovenski rodoljub se mora boriti z vsemi silami proti komunizmu. Komunizem je protinaroden, njegov ideal je brezrazredna in breznarodna družba pod diktaturo judovstva in proletariata. To se pravi, tudi judovstvo in proletariat so izpostavili. Ja, zdaj to judovstvo je moglo mogoče biti omenjen zaradi nemške zasedbe, a ne? Ja, no potem omenijo še edinost, samo da preberem te točke, disciplina, a ne, disciplina v vojski, zvestoba in dolžnost, domobranstvo, drugarstvo in sloga, in čast, ne, čast, to bova tudi še omenila, to je tudi zelo zanimivo, hrabrost, vzdržnost in vztrajnost, odločnost, to so vse njihove vrednote, ne. To so vrednote domobranstva. Teh vrednot praktično, če smo pošteni, kasneje nikoli več nismo videli na tak način zapisanih. Ja, to je res, ja. Ja, to je res. To sem zdaj prvič. To je dejansko en tak zanimiv dokument. Zanimiv, ja. Kje ste to dobili? To je vse iz arhiva Republike Slovenije. In nihče tega ni objavil?
Ne. Ja. Ne. Enostavno, ne. Zakaj pa? Ne. Zakaj bi se pokazalo osnova organizacije, miselnost te organizacije, ne? Zakaj? Preveč je narodno usmerjeno, ne? Ja, naravno. Seveda, ta protikomunistični boj, ta želja boja proti komunizmu je pa že od samega začetka, od leta 1941, ne, ker so videli, kaj se dogaja. Ne. No, in omenjajo proletariat, ne, to proletarsko revolucijo, ki so se je bali iz Rusije, ne. Seveda, zdaj veliko fantov je bilo v prvi svetovni vojni zajetih na ruski fronti ali pa so doživeli samo revolucijo v Rusiji, ne. In so vedeli, kaj se dogaja, ne. Zdaj, kot primer, moj star oče je bil tudi na ruski fronti. Pravzaprav nekega dne je dobil naredbo, povelje, da se s svojim kameradom odpravita z vlakom v Odeso. In se postavita na štacion, mirno, s puškami na rami in sta tam, kot mi smo zasedali, Avstrijci smo zasedali Odeso, super. In zaradi tega sta dobila oba tudi dvoje odlikovanja, vsak svojega. Ja. Zanimivo. Ne? In iz tega stališča lahko rečemo, fantje so vedeli, kaj se dogaja v Rusiji. Da je potem tudi ruska revolucija. Pobili so cesarja, kralje, cerkev, zemlja, kmetom pobrali zemljo. Vsi so vedeli, kaj je revolucija. Ne? Ti oficiri ruski, carske vojske, večji del so bili napravljeni v belo, neko žlahtna uniforma, so jih imenovali komunisti oziroma revolucionarji Bela garda. In to ime se potem ponovi tudi na našem ozemlju. Čeprav niso v belem, ne? Ne, niso v belem, ampak ta podobnost odpora proti revoluciji. In partizani, pač komunisti, rečejo vsem tistim, ki niso za komunizem, belogardisti. To je ruski izraz. Ruski izraz, bolj zaničljivo. Ja. Ampak vendarle, recimo, vidimo tole Cankar na Vrhniki. Praktično so bili po vseh slovenskih krajih. Ali kje so oni vse bili? Torej, zdaj slovensko domobranstvo se je v bistvu locirano bolj na ljubljansko pokrajino. Notranjska, Dolenjska, seveda Gorenjska in pa Primorska pa nastanejo potem šele kasneje. Jih bova kasneje pokazala. Kasneje. No, ampak zdaj, recimo, ko sva rekla Judje, to so opozarjali, to dejansko slišimo v njihovih govorih, če kje na YouTubeu najdemo kakšen govor. Protivjudovsko so bili na. Jaz mislim, da je to neka logična posledica zaradi same nemške okupacije. So pač mogli zraven dodati tudi to besedo. Ja. Nikjer še nisem zasledil, da bi recimo domobranci iskali okrog Jude in jih pobijali in tako naprej, vozili po Sloveniji. Ja, no, pa tole, mati domovina Bog. Tako, to je bilo pač načelo. Ja. Mati domovina Bog. To je nekaj zelo lepega, krasnega, narodno zavednega, domoljubnega. Ja, to še nikoli nismo slišali mati. Po koncu, če pogledamo sam simbol Kranjske gore, to je stilizirana oblika. Oru, enoglavi oru. To ni nikakršen nacistični simbol. Ja. No pa tam recimo, ko opisujejo grb pa zastava, kakšen je bil ta grb, pa kakšna je bila zastava? Torej, zastava je klasična slovenska trobojnica, še iz časov, in pa grb dežele Kranjske. To je pač oru, enoglavi oru s polmesecem. S polmesecem. Odkot prihaja ta polmesec? A veste, da ne vem. Ja. No, namreč zanimivo je tudi Plečnik ga je upodobil mogoče posledično celjski grofje. Celjski bi lahko bilo, ja. Ja. Tudi Plečnik ga je upodobil na tem pač kipu francoske revolucije. In tako. No, in zdaj seveda tule vidimo Šišensko cerkev. Plečnikova cerkev, ja. Plečnikova, torej, kako močna je bila? Rekli ste 15,000 ljudi. Kakšna je bila njihova dejanska moč? Zdaj, v samem začetku domobranstva so se pač ustanavljali te razne postojanke, ki so bile zelo slabe. Vemo, da partizanski napad na Velike Lašče, napad na Grahovo je bil res grozen.
Seveda, s časoma. Torej, partizanski napad na Grahovo pri Cerknici. Pri Cerknici. Ja. Vemo, Kremžar, potem ta znan pesnik, Balantič, je bil precej časa zelo zamolčan, še sedaj. On iz Kamnika, če se ne motim. Se niso smeli, mislim, da niso smeli dati imena, nekaj takega. Glasbena šola, nekaj takega, niso smeli. Točno tako. No, takole, to je zdaj ta uniforma, Sečine bova pogledala kasneje, ampak oni so zdaj že nekako ena taka organizirana, oblečena vojska. Bomo rekli, enovito napravljena vojska, z nekim celotnim izgledom. Ja. Kakšna je bila vloga cerkve pri tem delovanju, recimo vseh teh enot, konec koncev tudi drugih? Ja, to je zdaj tako vprašanje. Jaz mislim, da cerkev je imela nek pomen, vse konec koncev so bili vsi verni. Ja. Seveda Rožman kot glava cerkve v Ljubljanski pokrajini je pač dal nekak žegen temu. Ker konec koncev je bila cerkev strani komunizma tudi napadena. Zdaj se pa recimo se sklicujo, se je bilo toliko in toliko duhovnikov pri partizanih, pa take zgodbe, ki so bolj tako za pesek v oči. Ampak ruska revolucija je bila proti cerkvi. Tako. No, zdaj, zanimivo je tole Slovenska zaveza, to je tudi en tekst iz vaše knjige. Kakšen tekst je to? Torej, mislim, da to je Slovenska zaveza. Ona se je nekako ustanovila, če bi zdaj pogledal takole. Tukaj piše, konec aprila 1942 je bila ustanovljena. Tako. Med temi strankami, liberalno. Zdaj v samem štartu so bile razne te ilegalne legije, ki so se potem združile v tej Slovenski zavezi, kot neka krovna organizacija. Ampak jaz mislim, da sama Slovenska zaveza ni imela take vloge, večjo vlogo je imela Slovenska legija, ker je bila močnejša, bolj razširjena. No, zanimivo, ampak oni pa pravijo, da je Slovenska zaveza za narodno osvoboditev. Ja. Čeprav tule sem si pa podčrtala en del teksta, pravi, delo za narodno osvoboditev je dolžnost prav vsakega resničnega Slovenca. Pazite to, zato ga ne sme nihče jemati v zakup in si lastiti izključne pravice do njega. Namreč komunisti so si pa jemali izključno pravico, da so samo oni se borijo za osvoboditev. Ti so rekli pa, da ne. Zanimivo, z tega komunističnega stališča. Oni so izdali odlok o zaščiti naroda, v katerem so rekli, da prepovedujejo kakršenkoli odpor proti okupatorju izven njihovih vrst. Komunističnih. Tako. Torej, nihče drug se ne sme upirati okupatorju, sam mi se lahko. No, se Vosovci so pobijali tudi. Vosovci, seveda, Vos je naredila precej škode v sami Ljubljani, če že ne v Ljubljanski pokrajini. Ker so ves čas delali revolucijo in so bili teroristi. Dejansko, žalostno je to, ker je bilo med njimi veliko sokolov. Veliko je bilo sokolov, kar pomeni Sokol, športno društvo, fantje so bili natrenirani, hitro so tekali. Prevzeli so tudi Sokol, na nek način, torej, Sokole. Zdaj bomo rekli, v tej osvobodilni fronti, rečejo, so bili tudi Sokoli. Ne, to so bili odpadniki Sokolov. Levo krilo Sokola. Ker ti levi del Sokolov, so bili izključeni že leta nazaj, zaradi tega, ker niso članarine plačevali sokolske organizacije in so jih izključili. Torej, oni niso več bili v tej organizaciji. Še vedno so pa, kako bi rekel, ta dobrobit te organizacije koristili. No in zdaj sva midva prišla do leta 1944, ko se zgodi tale prisega. Zdaj, to je zdaj ta prisega, ki jo tudi ves čas... Famozna prisega, ki jo ves čas učitajo. In dejansko je tudi tekst te prisege, lahko preberemo. To se pravi, povejte nam, kakšen je vaš občutek oziroma kaj ste vi razbrali, zakaj je šlo pri tej prisegi in zakaj se je zgodila? Bomo čisto enostavno lahko razložimo. Pač
Nemci, ki so sedaj nekako na teh področjih, V Ljubljani. v Ljubljanski pokrajini, pač igrajo glavno vlogo. Zdaj, če se hočejo nekdo upirati komunizmu, boriti naprej kot vaški stražarji, prej so bili Italijani, zdaj so pač Nemci, morajo nekaj narediti. In ta prisega je bila garant za Nemce, da se domobranci ne bojo njim uprli. Ker številčnost 15.000 je bilo tako rekoč več domobrancev v Ljubljanski pokrajini kot pa nemških enot. Ja. Kje so bili pa partizani? Je v Gmajni. Ja, oni se skrivajo v Gmajni, recimo, tako, če bi na hitro rekli. In prisego so jim pač vsilili, ker Nemci so si mogli zagotoviti mir pred njimi. Da imajo nek garant, da jim ne skoči v hrbet. Ker vemo, da velik del častnikov domobranskih so bili prej kraljevi častniki, vojske kraljevine Jugoslavije. Večji del je delal za obveščevalno službo. Sporočali so podatke Angležem, Amerikancem. Se je tudi zgodilo potem kasneje, da so Nemci določeno število teh oficirjev poslali v Dachau, ker so bili pač usmerjeni jugoslovansko. Večji del je bil usmerjen jugoslovansko. Rupnik je bil pač na njegovo žalost je mogel požreti to, da je lahko tisti trenutek del naroda nekako preživel. A tu v tej vlogi je on kot župan? Tukaj kot župan, ja. Ja. To se pravi, kaj bi se zgodilo, če ne bi prisegli? Enostavno bi ukinili slovensko domobranstvo. In bi šli te fantje potem v partizane? Ne bi šli. Sem zdaj nekako zoprno, da sta dve struji v gozdu, ker zmanjka prostora. Enostavno zmanjka prostora. Ja. Dobro, in zdaj pridemo do Rupnikovega bataljona. Ja. To je pa zdaj vaša druga knjiga. To je druga knjiga. Drugi udarni Rupnikov bataljon. Zdaj, kako je pa ta nastal? Torej, vodil ga je pa sin Leona Rupnika, Vuk Rupnik. Tako. Zdaj bomo tako nekako rekli. Prej smo omenili pač ustanovitev domobranstva, postojanke, neki, bomo rekli, bataljoni, ampak fantje niso bili izvežbani. Niso poznali dobro tega vojskovanja. S časoma, ko so se pa že bolj organizirali, je nastalo okrog 6 udarnih bataljonov po Ljubljanski pokrajini. Eden izmed njih je bil ta Rupnikov drugi udarni bataljon, ki je bil osnovan najprej na Rakeku z imenom V bataljon. Torej dvojni V. Njegov poveljnik je bil Friedrich Lehmann, mislim, da 2 meseca, potem ga je pa zamenjal Vuk Rupnik. Torej, to je bila v bistvu del nemške vojske ali policije? Kaj so bili? Ja, zdaj Nemci so jih smatrali kot pomožna policija. Policija, ja, tako piše v tem. Tako, kot pomožna policija. Sami domobranci so se imeli pa za vojsko. Torej protikomunistična vojska. Ja. Torej, nekako neka dvojnost. Ja. Nemci so jih tako poimenovali, oni so se tako nekako imeli za tako. In včasih je težko določene stvari razumeti. Ja. Seveda, za razumevanje tega je dobro, da se razume leto 1941. Zakaj? Ker leto 1941 je pogoj, da je prišlo do domobranstva. No, zanimivo je nekaj v tej vaši knjigi na koncu, ne bom zdaj toliko obračala, da mi ne pade, ampak na koncu so zelo veliki seznami vseh pripadnikov. Kakšni seznami so to? Torej v tej knjigi Domobranci zdravo Bog daj sem objavil 2 obširna seznama. Ja. Prvi seznam je seznam kraljevih oficirjev, ki so bili leta 1942 v Ljubljanski pokrajini. To je zelo pomembno. Ja. Zakaj? Zato, ker oni so neka gmota, neke sile, ki je lahko partizanom škodljiva.
Niso pa organizirani. Niso pa organizirani še v nič, ne? Niti v protikomunizem, niti v nič. Oni pač so tam, Italijani jim dajo posebne osebne izkaznice, dajo jim celo plačo, da lahko preživijo sebe, svoje družine, ampak ne, ker je to pač neka zadeva, ki jo je treba eliminirati, se komunisti spomnijo ene take zanimive zvijače. Ne? Enostavno so vsem poslali po pošti dopisnico, v kateri so jih vabili, da se zglasi takrat in takrat na tem in tem mestu. Vsem tem oficirjem kraljevim. Kar pomeni, da jih vabijo v partizane. Ne? Zdaj pa vemo, dopisnica, obrneš gor dol, vse vidiš, vse prebereš. In vemo, da je bila cenzura na poštah in so te, ko so to prebereš, rekel, tega vabijo partizani, tega, in so enostavno Italijani te oficirje dobili seznam in so polovili. Ne? Kje so pa partizani, komunisti dobili seznam teh fantov na vojaškem odseku, ker so bili vsi prijavljeni na vojaški odsek. A ne? In kaj se je zgodilo? So jih Italijani poslali v taborišča? Seveda, Italijani so jih poslali, to je bilo marca 1942, vse so poslali pač v Gonars. Ne, tako častnike in podčastnike, pa tudi nekaj vojakov, žandarjev. In so se jih znebili in Italijani in komunisti. Vsi so se jih znebili. Ampak potem imate krasen seznam, ampak ta seznam, recimo te kraljeve, to je ogromno, ne? Vi imate vse naslove, vse rojstne. Ta drug seznam je pa seznam fantov, ki so bili kadarkoli v Rupnikovem bataljonu. Ne, mislim, da jih je okrog 1200 celo, no, velika številka. Vemo, da sicer sam bataljon je imel v štartu 4 čete, kar pomeni številčno s poveljstvom 650, kasneje se jim pridruži tudi 4. četa iz Borovnice, tako da naraste številčno na recimo 700 do 750. Ne? Ampak vi imate poleg tega tudi seznam domobrancev, ne? No, to je ta. To je ta seznam na koncu. Vseh fantov, ki so kadarkoli bili v tem bataljonu. Ker vemo, da na začetku so bili starejši možje noter in ker bataljon je mogel biti zelo aktiven, so nekako starejši odpadli in so jih mogli zamenjati z mlajšimi. In so te starejše dali na različne postojanke okoliške, noter pa iz teh postojank mlajše, bolj zagnane. No, ampak zdaj recimo, če bi naredili primerjavo v tem istem obdobju partizani, pa zdaj recimo Rupnikov bataljon, domobranci, a imajo tudi partizani nek tak seznam, ali oni niso imeli pa nič, ali kako? Ker to je popolnoma organizirano. To je to, kar je najbolj šokantno pri tej knjigi, da človek ugotovi, da je bila to neka struktura, to je bila neka vojska. Jaz mislim, bomo tako rekli, glede teh seznamov, tudi partizani so imeli sezname. Partizani so skozi delali sezname. Tudi od vse. Ampak je to kje objavljeno? Ne, ker je bilo dosti tega materiala po 91. uničeno. Ampak kje ste pa vi to našli? To je pač iz arhiva. Enostavno so tam seznami domobranskih čet, oziroma čet, ki so bile v tem bataljonu. Poimenski. Pa čin. Pa kje je rojen, pa kako se reče po domače. Skratka, ta seznam je bil zelo dobrodošel, ko sem delal to knjigo. Zakaj? Ker ta kvota teh znancev, ki so me pošiljali po terenu, se je pač izpela. In zdaj, kako priti do novega materiala? To se pravi, nekdo, ki pa ga ni na tem seznamu, pa ni bil domobranec, ali kako? Saj ti seznami so še. Od drugih čet. Če rečemo 15,000 ljudi, fantov, je bilo v domobranstvu. Torej, za vsakega je nek seznam. Še nekje, ne? So še seznami. In vi, ko ste posodobili to knjigo, ste... Posodobljena je ta Domobranci zdravo, to so pa Rupnikov bataljon. Ta je Domobranci zdravo, ker jaz vam samo to prisegam. Ko ste posodobili, ste pa še nova imena dodali. Tako. Skratka, če se zdaj vrnemo na seznam teh kraljevih oficirjev, ki so bili zaprti. Dejansko,
kako sem do tega prišel, to je nekaj neverjetnega. Mislim, to so slučaji, to se ne zgodi kar tako vsak dan. Na Ježici je bil nek Ciril Ulčar, ukvarjal se je s prodajo starih knjig, mogoče nekih dokumentov, kakšnih starin. In nek dan sem pač šel do njega, da si malo gledam, kaj ima kaj zanimivega. In mi pomoli pod nos Seznam. Ga bomo pol na koncu tudi videli na fotografiji. Reče, le mogoče te bo pa tole zanimalo. Pa jaz pogledam gor, kaj to piše. Seznam časnikov, Gonars. Pravzaprav takrat še nisem zavedel, kaj to je. No, mogoče lahko pogledava, to je zadnji sklop slik čini, mogoče lahko to tam, kjer ste pokazali čine, pa mogoče lahko že zdaj, ker ravno govorite o vsem tem, recimo to je zadnji sklop, to so čini in bova šla naprej, ena slika naprej je ta seznam, o katerem zdaj govorite, pa tudi te čine boste lahko razložili. Bomo potem malce pokomentirali. Ker to je tudi zelo zanimivo, to so čini, to je vse organizirano, praktično, ne vem, so partizani imeli to ali ne? Ja, tudi partizani so imeli čine. So imeli vse, ja. No, skratka, zdaj pridemo do tistega seznama in ta seznam vam je ta gospod Ulčar prodal, seveda, ker je prodajalec. Se ni zastonj dajalec. To je zdaj, kaj? Tako, to je ta register imen in podatkov oficirjev, tablišča CC 89, to je Gonars. Aha, to je Gonars, okej. In potem ta seznam, ki se bo pa zdaj pokazal. In kaj ste vi potem naredili s tem? To je zdaj ta seznam. Torej, ta seznam sem enostavno pripisal in ga objavil v tej knjigi Domobranci zdravo. To sodi v sklop teh časnikov, ki so jih partizani povabili v svoje vrste pod pretvezo in potem so jih Italijani odpeljali v Gonars. V redu, greva zdaj še v te slikovne sklope, veliko je tega. Recimo primorski domobranci. Primorci so imeli tudi domobrance. Tako, zdaj primorski domobranci rečemo nekako po domače, drugače se imenujejo Slovenski narodni varnostni zbor na Jadranskem primorju. To so te. To so ti, ne? Proti komu so se pa oni borili? Proti Italijanom, proti fašizmu, proti komu? Proti partizanom, proti komunizmu. Nekako se je to začelo širiti. Iz Ljubljanske pokrajine na Primorsko. Vsi govorijo, so bili proti fašisti še danes. To je na jeziku ves čas. Na Primorskem je to blazna tabu tema. Te domobranci. Res? Koliko pa je jih? Bom kar pogledal tukaj lepo podatku. Od 1820 do 2000 mož je bilo. Nekaj jih je prišlo iz Ljubljanske pokrajine, drugače so bili pa kar domačini. Tako da so bili, to so oni. To so oni, to je recimo Tolmin. Pozdrav zastavi v Tolminu. Tole je Svet Ivan pri Trstu. Bilo precej močno, Trst je bila pač ena izmed teh centrov primorskih domobrancev, potem pa še Reška, Goriška pa Tržaška pokrajina sodita. To se pravi, to niso bili fašisti. Ne. Pa tudi Slovenci v fašističnih enotah in člani fašistične organizacije. To so bili enostavno Slovenci, Primorci, ki so se borili proti partizanom, konec koncev tudi proti fašistom. Zdaj, zanimivo je to, da tisti čas, zdaj mislim, da je bilo v Gorici ali v Trstu, je bil celo slovenski radio. Med vojno. Med vojno, za časom nemške okupacije, ne vem, so dovolili slovenski radio. Torej, kako so oni končali? Oni so imeli pa kar nekako srečo, ker so bili blizu Italije in so se večji del umaknili v Italijo, preko Gorice. Ne pa v Avstrijo. Dobro, potem pa so še gorenjski domobranci. Kako so pa, kdaj so pa ti nastali? To približno isti čas, nastanka. Bomo rekli, mogoče celo bolj v letu 44. Iz katerih razlogov, spet iz istih, zaradi pobijanja kraj in takih trparij, ki so izvajali pač partizani. Kdo so bili njihovi poveljniki, teh primorskih pa gorenjskih? Zdaj, poveljniki so bili slovenski.
teh enot, vsekakor so imeli kakšne nemške častnike zraven, da so jih malo kontrolirali. Za gorenjske domobrance bi pa rekli, da poveljnik je bil, mislim, da je bil nek podčastnik, nemški podčastnik. Ampak recimo vizavi zdaj teh vseh slovesnosti, Dražgoša in teh razvpitih partizanskih, ne vemo, so resnične, neresnične. Kje so bili takrat ti domobranci? Ti domobranci so bili v raznih krajih po Gorenjski. Ja. Torej, če bi rekli, recimo 50 krajev, 50 postojank. Ne po Dražgošah, ne? Ne, v Dražgošah ne. To je že toliko visoko gor. Pa to se ustanovijo, recimo, začetek 44. leta. Dražgoše so bile pa prej. Zelo prej. Ja. To se pravi, zdaj smo v letu 44, imeli smo to prisego in zdaj seveda se zgodi leto 45, Ja. Ta konec te vojne, maj, zdaj ne vemo, 8., 9., 45, to je bolj ruska varianta ali evropska, no, ampak kakorkoli. Potem je seveda umik na Koroško v Vetrin. To je zdaj to. Ja. Zdaj, kako se je zgodil ta umik? Ker tule, umaknili se niso samo domobranci ali pa pripadniki teh raznih vojaških enot, ampak tudi civilno prebivalstvo se je umikalo. Absolutno, ker ljudje so se bali prihoda komunističnih Ja, recimo loterski voz, otrok, kovčki, družina, skrinja, kmečka družina. Kaj je imela kmečka, zakaj je šla kmečka družina? Bali so se komunistov, ker so bili verni. In so slišali... Niso bili za partizane. Ja. In za komuniste, ki so pobirali zemljo v Rusiji. Tako. Skratka, bomo skratka, to domobranstvo, bomo rekli, se je združilo in primorsko, potem gorenjsko in slovensko domobranstvo pod enim imenom Slovenska narodna vojska. Ja. To že nekaj drugega pomeni. Ker se niso hoteli predstaviti zdaj Angležom kot zavezniki nemških enot, čeprav so bili protikomunistični. Ja, kot ste prej rekli. Tako, ja. Nemci so jih smatrali kot policijo, oni so rekli, ne, mi smo vojska. Ja. Skratka, oni se pač umaknejo na Koroško. Ljubelj? Čez Ljubelj. Ja. Čez Ljubelj tole... To so civili, civilno prebivalstvo. Kje so domobranci sploh? Ja, zdaj... Vmes, ne? Vmes, oziroma vemo, da je bil v bistvu most čez Dravo že zaprt. V Avstriji, na avstrijski strani. Na strani so partizani že zasedali most in niso spuščali ljudi čez. Ker so imeli načrt, da vse zajamejo. Torej, koliko teh civilnih prebivalcev se je umaknilo v Vetrinje? Zdaj tega podatka ne bi mogel posredovati. So pa bili tudi pripadniki domobrancev. Absolutno. To pa ja. Torej, kdaj se je to zgodilo? Kdo je dal ukaz? Kaj je bilo takrat? Takrat je morala biti neka zmešnjava. To je bil nek splošni umik, slovenska, torej narodna vlada se je ustanovila, torej demokratične strani. Ja. Potem so, bomo rekli, odžagali Rupnika, češ ti si bolj nemško usmerjena. Čeprav je imel on drugačne ideje upora nadaljnjega. Njega so nekako odstavili, sin je pa še vedno ostal v samem poveljstvu Slovenske narodne vojske in je zelo pripomogel tudi k temu, da so razbili blokado na Dravskem mostu. V Avstriji, to je bila zadnja bitka. Zadnja bitka. Ja. Druge svetovne vojne bomo rekli, na slovenski teritoriji, konec koncev. Ja. Lahko smatramo nekako, Koroško. Torej, tole je Vetrin. Tukaj so bili v taboriščih in potem so jih, mislim, da en teden, potem so jih pa začeli vračati, pod pretvezo, da jih vozijo v Italijo, ker vedeli so, da nekateri so že v Italiji, to je skratka primorski domobranci, pa določeni slovenski četniki. Pa Rupnik? Tudi v Italiji? Kasneje. Najprej je bil na Koroškem. Kako pa je on potem prišel iz Koroške v Italijo? To osebno ne vem, ampak so pa fotografije, ki je fotografiran na Koroškem s svojim ožjimi prijatelji oziroma družino, potem so šli pa v Italijo. Zdaj, kdaj točno so njega vrnili, ne bi vedel povedati, ampak ja,
rekel je sledeče: kamor so šli moji fantje, grem pa še jaz. Tako, v Italiji so mu Tako. Američani, mislim, da ponudili, Torej, da se reši. In se je vrnil v Slovenijo. Tako, imel možnost, da preživi, ampak je bil, kako bi rekel, čustveno navezan na te svoje fante. In rekel, kamor so šli tili moji fantje, grem pa še jaz konec koncev. In seveda zdaj ta en teden, mislim, da je bil en teden, jih je angleški general vračal. Zakaj? Ja, to so zdaj take politične spletke, bomo temu rekli. Zdaj dajmo uporabiti neko čisto eno tako človeško logiko. V redu. Mi imamo določeno kvoto ljudi na Koroškem. Kaj ćemo zdaj z njimi? Hrana, obleka, skratka materialne zadeve pehajo. Ne? Ja, bil je konec vojne, itak ni bilo nič. Prvič to. In zdaj, če bi Angleži vse te sprejeli, imajo oni problem. Na drugi strani so partizani oziroma Tito. Ti vsi begunci so priče, kaj se je dogajalo med vojno v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji. Zdaj pa, če hočeš ti vladati v miru, znebi se prič. Tako, čisto ena taka političnih nasprotnikov. Tako, logična posledica. Ne? In so se dogovorili. Drug problem pa še ta, ker partizani so pa že zasedli določen del Koroške. Kar pomeni problem za Avstrijce. Avstrijci niso hoteli pustiti Koroške, oziroma Angleži niso dovolili, da bi komunisti zasedali Koroško. Tako kot ne Trsta. Ne? Tako, in sklenjen biznis, mi vam vrnemo tele, vi boste po svoje naredili, pa zapustite Koroško in se umaknite. To je bila trgovina. Taka trgovina. Vendarle so potem vrnili ne samo domobrancev, ampak tudi civilno prebivalstvo. Civilne, vojaške, vse te. Recimo vračanje v Kranj imamo torej, imamo sklop, Zdaj povejte mi, ali bi morali biti ti domobranci, zdaj videli smo, kakšna vojska je to bila, imeli so uniforme, čine bova razložila. Oni so bili vojska, ne? So bili vojska, Ali bi morali biti zaščiteni po Ženevski konvenciji, takrat na Vetrinju? Jaz mislim, da. Podobno se je dogajalo tudi recimo iz Kozaki. Ne? Ja, ampak za Kozake je bilo na Jalti dogovorjeno, za naše pa ne. Tako, veste, to zdaj zgodovina odkriva. Nikolaj Tolstov je to odkril, ker vsi pravijo, so se na Jalti dogovorili. Ne, samo za Kozake so se dogovorili. Ne? Ja, bi jih mogli pač zaščititi, definitivno. No. In ker je to seveda Velika Britanija, ne, se jim nič ne zgodi. Ne? Tako, Angleži so pač znani po tem, da pač v svoje dobro vedno naredijo, za ostalim pa ni nič kaj mar, ne? Če nimajo nekega interesa. In zdaj je to vračanje Kranj. Oni so šli peš, oni so se peljali do Jesenic z vlakom? Določen del so potovali z vlakom, vemo pa, da so bili mostovi recimo porušeni in potem so mogli nadaljevati tudi peš. Ne? Peš. In zdaj ti ljudje, ki gredo, torej kaj si oni, to je zdaj Kranj recimo. To je Kranj, kaj si oni mislijo? Oni pričakujejo smrt ali ne? Jaz mislim, da ne. Ker sicer bi kdo tudi zbežal. Ne? Ja. Zdaj, ta masovni... Te ženske s kovčki, ki jih vračajo. Ja, saj nismo nič krivi, ne? Se nisem nič naredila, kaj? Nisem hotela iti v partizane, recimo, ne? Ampak to je bilo že dovolj. Ali pa bežala sem, recimo. Recimo, ne? Glejte, koliko je žensk, ne? Se to so civilni prebivalci, vse te vračajo. In kaj se potem zgodi z njimi? Ja, zdaj v Kranju je bilo neko zbirno taborišče, iz katerega so potem pošiljali naprej v Škofjo Loko, v Škofjeloški grad, potem Škofove zavode. Škofovi zavodi so bili baje eno hujših taborišč, torej koncentracijskih taborišč za protikomuniste. Zanimivo, ne? Pa vemo, najprej je bila tam šola, potem so imeli Nemci svojo zbirni center. Prva srednja šola pravzaprav v Sloveniji. Tako. Potem so imeli Nemci zbirni center za Slovence, ki so jih pošiljali v Srbijo. Tam so delali kasnejši eminentni komunisti tudi.
v tistih zbirnih centrih. Ne. Ja, skratka, šentviško taborišče Bog pomagi. Ja. Celo za šentviškim pokopališčem, kjer je zid, so pobijali te iz šentviškega taborišča. Mislim, da so to že odkopali, že pregledali, ne, da so naredili sondaže. Ne. No, in potem imamo Teharje. Ne? Ja. Tehar je kot eno od teh morišč. No, ne. tako. Ja. Primer fotografij prihoda fantov oziroma na poti do Teharij. Ja. Ne. Saj ne vejo, kaj se bo dogajalo. Ne. Saj ne vejo. Nekateri so že prej pobegnili z vlaka, recimo, Ja. ker ta smer proti Teharju je šla pa po drugi strani. Ne. Ni šla prek Jesenic, ampak Pliberk pa Unkonc, pol pa Celje, Teharje. Ne. Mislim, da tudi pretežni del Rupnikovega bataljona je končal v Teharjah oziroma v Barbara Rovu. Ne. Barbara Rovu, ja. Ja, ne vejo, kaj se bo zgodilo z njimi. To se pravi, zdaj ste rekli končal. Ne? Koliko ljudi so komunisti s to komunistično revolucijo, partizani recimo, med vojno pobili, koliko teh civilov, imamo te številke in koliko potem v maju in juniju 45 s tem ukazom Kidriča, da je treba zdaj še hitro počistiti, ker potem bo amnestija. Ne? Tako. Koliko je bilo zdaj tega? Zdaj recimo takrat ob kapitulaciji Italije, pa padcu Turjaka, pa Grčaric, so partizani pobili okrog 900 protikomunistov. Tukaj pa potem 14-15 mogoče. Tisoč, Ne, ja, ja. na koncu. Tako. Ampak dejansko sem slišala zdaj to tezo, ne, ker pač niso bili obsojeni ti ljudje, so nedolžni. Ne? Ja. Brez obsodbe. Brez obsodbe. Tiste ženske, ki so tam s kovčki hodile. Ja, No, celo tudi dojenčke. Ja, Za Teharje tudi dojenčke so torej, na sonce. Ne? Mislim, to je res okrutno. No. Otroci Petrička, Petriček, Ja, ja, ki je nazadnje je zgorel, ne Petriček. Ne? ja. Zdaj mogoče celo za nalaž, da ne bo nek spomenik. Za nalašč, ja, zdaj lani, ne, pred časom. Tako. Torej, lejte, kaj bi, to v bistvu to, kar ste vi naredili, ne? Konec koncev vsi ti seznami, to so konec koncev seznami teh, mogoče tretjina teh, ki so zdaj delček teh, ki so zdaj v teh plastičnih vrečah, pa v teh gajbicah, ne? To so te kosti teh ubogih ljudi. Ne? Ja. Pretresljivo. Ja. Že sami posnetki z tega odprtja Barbara Rova. Ne? Dobro, tukaj vidimo, kako prihajajo. Ne? Ja. Potem vidimo tudi te barake, te nemške barake, so prej Nemci za trenažo. Ki so imeli partizani oziroma komunisti. Tako. Grozen. Ko sem prvič videl tiste posnetke odprtja, To so te barake. Ja. Tukaj še ne poseljeno oziroma ne zasedeno, mogoče določen del fantov že prihaja, ne, v taborišče noter. Ne. Ja. To so Teharje. Ja, to so Teharje. Ena redkih fotografij, mogoče edinstvena. Kje ste jo dobili? Muzej novejše zgodovine. Nekaj neverjetnega. Ampak glejte, jaz sem bila na Norveškem, ne, in tam imajo muzej, kaj je bilo med vojno, seveda so oni tudi imeli kvizlinge in tako naprej, ampak oni imajo to vse razstavljeno. Tam si lahko konkretno pogledaš vso zgodovino. Ja, tukaj pač manjko neke želje, hotenja, oziroma dajmo se raditi tako, kot je bilo. Ne, dajmo to ohranjati, bo kar v redu, ne, seveda za določen del. Ampak to ne bo šlo dolgo. To ne bo šlo. Slej ko prej. Poglejte, jaz bom tako rekel, zgodovina je zelo zanimiva veda. Ali pa zadeva, ne bomo rekli tako. Zakaj? Ker z novimi dejstvi prihajamo do novih spoznanj. Ja. Non-stop. Ampak se nič ne naučimo, ne? Nažalost je pač to tako. Ja. Tako da... Kaj vas je pri teh slikah ali pa pri vsem tem gradivu najbolj presenetilo? Mislim, jaz bom rekel, meni je vedno, jaz nekako zelo dober odnos z Muzejem novejše zgodovine oziroma s fototeko, zaposlenimi, tako da vsako publikacijo, ki nekako uspem narediti, posebej, če je njihov material, probam čim bolj dokumentirati zadeve, ne, ker je mogoče malo slabš
imajo dokumentiranje, spol se to Ampak, dopolni. glejte, kako reagirajo oni? Vi ste ne nazadnje likovni pedagog, oni so pa zgodovinarji. Zdaj pa nek likovni pedagog dela tam, dokumentira, brska in ali ni nič sram ali kaj? Ali imajo kakšno... Ne, rečejo, le ta ima željo, ta je zagnan, zakaj Ja, vem, pa ne, ampak ne? zgodovinarji, Ne. Ja, od zgodovinarjev bi pričakovali, ne? mene včasih zgodovina ni zanimala, ne? Ja, Ne? Jaz sem bil slikar sem diplomiral, sem rad slikarijo delal, pa so pa te zanimivosti začeli prihajati 91. Ne? Ušesa taka, kot slonja ušesa, samo da bom kaj slišal, ne? Neke informacije. In potem glih ti sklopi fotografij iz Muzeja novejše zgodovine, nekaj neverjetnega. No? Da sem odkril tole, pa ne vem, če je celo, da je bilo to mogoče na steklenih ploščah, ker se vidijo odtisi prstov, prsti gor, odtisi ne? se vidijo, Ne? nekdo je to prijemal. Ne? Ja, in takrat, ko sem to našel, tam pregledujem, to Ja. najdem, pokličem Moniko Kokal, Kočevar, kaj kustosin, in Monika, pridol, kaj sem našel. Nekaj neverjetnega, rekel, kaj, a to je bilo pri nas. Rekel, ja, lej, tudi teharje so tole. Ne? Dobro, zdaj še en sklop, ta zadnji, 13. so pa te čini, ki sva rekla, da Ja. bova razložila. Ne? Čini teh vojakov, ne? Zdaj kaj gledamo tu? Torej, to so čini kraljeve vojske. Vse, cela Torej ta vse, stvar. od podčastniških do častniških oziroma višji častniki. A ne? Ja. Kaplar je najmanjši oziroma vojak in potem do polkovnika, a ne? Generala nimam tukaj narisanega. A ne? Ja. Smo ga imeli? Rupnika, ne? Torej, zdaj jaz tukaj govorim za časa kraljevine Jugoslavije. Jugoslavije, ja. Torej, so bili generali. Ja, 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 absolutno, ja. ne. Tudi Rupnik je bil eden Je bil. izmed generalov. Ne. Pa še generali, znani general, Burojevič? dobro tudi, to je za Ja. časa prve svetovne vojne, iz Kamnika, 2 konjeniška spomenika imamo v Ljubljani. ne. Majster, ja. Majster, ne, majster. A, tako. Tako. Dobro, on je imel generalski, no. Tako. Ja, on je tudi Je sodil pa za to. zanimivo, da eden od njegovih sinov je bil celo pri četnikih. Majstrovih. Ne, potem je drugo svetovno vojno. Od majstrovih sinov. Ja. No, ker tudi za Vuka pravijo, da a je šel on, torej Leon Rupnik v pravoslavno vero. Zakaj je to Vuk? Vuk je zveni kot srbsko ime. Ja, moramo vedeti, da sta se fanta, torej oba sinova, sta Ja. se rodila ne v Sloveniji, v Srbiji. Ne? Ne? In pač to srbstvo je bilo zelo močno. Ne? In so nekateri oficiri celo prevzeli pravoslavno vero. Se konec koncev. A je Rupnik jo prevzel, Leon Rupnik? Nekje sem brala, kot očitek. Zdaj ne bom mogel trditi, ker to ne bi vedel povedati. No. Dobro, gremo naprej, še so neki čini, tole so pa Torej, to so domobranski. pa domobranski čini, a ne? Po obliki so zelo podobni kraljevinskim činom, Ja. ampak razporeditev teh zvezdic je rahlo drugačna. Tako da neka mešanica kraljevih, mogoče nemških činov, neka vmesna varianta. Ne? Ampak čakajte, to so oni zasnovali posebej, kako dolgo so pa snovali vse to? To moraš vendarle imeti neko skupino, da reče, to so čini, to so uniforme, to je vse to, kar sem prebrala, ne? To so pravila in tako naprej. To je bilo kar organizirano. Ja, ne? seveda, ne. Ja. Pač vojska kot vojska mora imeti viden simbol, viden čin, pa enovito uniformo. Ne? Da niso kot, ne vem, kekci ali pa. Ampak recimo, zdaj kloni. gledano tako, ali bi oni tudi recimo po koncu vojne, bi se še vedno združili v Jugoslavijo, so navijali za kraljevino, ali kako so oni videli, kaj bo z Jugoslavijo po koncu vojne? Zdaj torej nova zaveza, a ne, je imela v nekem načrtu po koncu vojne, da se zopet združi območje kraljevine, seveda tudi primorski del, da se priključi Sloveniji, mogoče celo Koroška, in pa če se ne motim, da bi zraven prišla tudi Bolgarija. Ne? Neka taka velika Jugoslavija. Ja, rekel, ja. Ne? Ja, imeli so eno tako Združbo videnje. južnih Slovanov. Tako. Ja. Enostavno so potem komunisti to idejo prevzeli. No. Ker je zanimivo, da kaj vse so prevzeli komunisti, ne? Že Ja, vse po kraljevini. Ne? Ja. Ne. Ime Recimo Jugoslavija? Jugoslavija, v redu. Potem
torej bakla, ne, sokolska bakla, Ja. Titova Je štafeta. štafeta. Ne, in podobne zadeve, trojke, vosovske trojke. Ki zdaj tečejo maraton po Ljubljani. Zdaj pa ne maraton, vedo- prej so bili to sokoli, trojke sokolov. Ne. To je marsikaj je prevzeto po kraljevini. A ne. Pa konec koncev je tudi Tito prevzel vse značilnosti prejšnjega kralja, ne. Z vsem bogastvom in bliščem. In... Ste vi kdaj slišali te teorije, kdo naj bi bil Tito? Je bil to Tito? Ja, tega je ogromno. Ne? In potem dejansko človek razmišlja, da je bil on res ta tisti človek, ki je bil ključavničar, pa brez prsta. Ja. To je edini ključavničar, ki je igral klavir. Neverjetno. Ja. Tukaj so še take zagonetke. Ja. Mogoče bodo čez 50 let prišli dokumenti na plan, ali pa čez 100. Ne. Dobro, tu smo imeli še tisto že seznam, oziroma ta seznam sva že komentirala. Torej, zdaj povejte mi, gospod Aleš, no vse, kar sprehodila sva se, zdaj, kaj točno snujete zdaj vnaprej? Ja, skratka, delo se nikoli ne konča, bomo temu rekli. V načrtu imam neko obširno knjigo vaških straž po Postojankah za Ljubljansko pokrajino. Torej, nek uvodni del za Dolenjsko sem že prispeval v tem zborniku Dolenjska in Bela krajina, pragovi nasilja. Ampak to je zelo na kratko. V svoji knjigi bom pa to objavil bolj obširno, spopadi s partizani, skratka žrtve na eni in na drugi strani. Tako da zna biti zelo, zelo zanimivo. No? Ko mi čakam, ampak bom mogel še čakati kar nekaj časa. Ne? Druga knjiga je pa Planinske enote Kraljevine Jugoslavije. Te literature je zelo malo. Mislim, da v Srbiji pa na Hrvaškem sta išle po ena, na Hrvaškem malo večja knjigica, v tem v Srbiji tanjša, s slabim materialom fotografskim. Jaz pa rad baziram na fotografijah. Ker po fotografijah dobi človek občutek izgleda. Slika pove več kot 1000 besed. Veliko pove, neverjetno. Ne? In zdaj mogoče anekdota, kako sem prišel do načrta, da se bom lotil še te knjige o planincih. Pač bil sem v kontaktu z nekim človekom, nekaj sem šel iskat, potem pa debata, beseda da besedo in ga vprašam, imate kakšne fotografije doma? Ne? Rekel, ja, imam. In prinese tako rekoč žakelj fotografij. In jaz začnem to pregledovati, debele oči, velika ušesa, si rekel, a bi to lahko, ja, vam odstopam, ne, in je odstopil te fotografije. Na kar je bil tam cel kup teh planincev noter, si rekel, pa zakaj ne bi jaz naredil kakšne knjige? To se pravi, vi imate doma, čeprav razumem, en cel arhiv, ali kako? Ja. Vi bi lahko v bistvu, imate zbirko, ne? Zbirko vi bi fotografij, lahko pravzaprav odprli en muzej. Ne. Dodali nekemu muzeju. No, zdaj, za konec samo še to bistveno vprašanje, ki se seveda velikokrat odpira. Kdaj v vseh teh bojih, vojaških formacijah, v vsem tem časovnem razkoraku pred drugo vojno, med njo, po njej, kdaj je nastala zares ta ideja samostojne Slovenije? Ja, jaz mislim, da je že za časa kraljevine, mogoče še celo prej. Lambert Ehrlich? Ja. On je en tak večjih pobudnikov tega. Ne? Ja. Kaj pa skozi vse te vojaške formacije ali pa partizane, domobrance, samostojna Slovenija? Ja, zdaj idealno, ne? Kaj bi bilo? Da bi se združili. Vse konec koncev, če bi leta 1941 se vsi skupaj združili. Ni važno, komunist, ne komunist, dajmo se najprej zmeniti, pa dajmo tega okupatorja sterati z našega ozemlja. Ker to bi bila le ena taka močna sila, ne? Konec koncev. Je bilo pa trenje med njimi. Ne?
in je samo izguba življenj, časa, energije. To je še zdaj. Ne izgubljamo energijo. Narodno energijo za te spore. Ja, zakaj vse to ni del učbenikov? Zakaj se o tem ne učijo mladi? Jih to ne zanima? Ja, ne, da jih ne zanima. Pač vemo, da oblast v socializmu je bila pač komunistična. Do današnjega leta v samostojni Sloveniji je bil pretežni del leve oblasti v teh letih, ne druge. Ne. In njim je pač v interesu, da se to čim manj o tem govori. Se konec koncev tudi o osamosvojitvi se ne pogovarjamo dosti. Ja, pa imamo še revolucionarne spomenike, to je najbolj grozno. No? To je noro, ne da je grozno, noro. Ne? Noro. Jaz bi nekako naredil tako, glede na to ogromno številčnost teh spomenikov, en ogromen park. Ker moramo nekaj vedeti, vsak spomenik je delo nekega umetnika. To je treba spoštovati. Nekdo se je za to potrudil. Ja, vi ste likovnik, ne? Ja. Mislim, jaz iz tega stališča gledam. Ne? Kipov se ne uničuje, se jih pa lahko premakne. Se konec koncev tudi, če pogledamo, ob kapitulaciji Jugoslavije so prišli pač v Ljubljano Italijani. Dva krasna spomenika, konjeniška sta bila v Ljubljani. Ja, Aleksandar I. Karadžordžević, ja, predmestno hišo. Ja, in potem Aleksandar II. Ja. V Zvezda parku. No. Ki je pretopljen bil takoj. Ne? Najprej so ga razstrelili, pa so pa to zgleda pretopili. Ne. Ja. Zakaj uničevati spomenike? Ja, sprav se jih ne v depoje, pa se jih ne razstav. Krasno, da se vidi, zgodovina je bila takšna. Vse konec koncev, likovno delo je likovno delo. Ne? Ja, zdaj takole bom rekla za konec. Obe te vaši knjigi sta bili v določenih krogih označeni za težko orožje. Ali, najbrž v vseh teh debatah, ne? Ali ste vi zdaj s tema dvema knjigama zapolnili to vrzel, ki nam manjka, tudi v izobraževanju, v vsej tej zgodovini? Ja, upam, da je delček te vrzeli zapolnjen. Ne? Vsaj delček. Reakcije so bile pa kakšne? Zdaj, reakcije ni bilo. Ne? Kot da knjige ni, kot da knjiga ne obstaja. Je pa nekaj drugega. Ja. Prva knjiga mislim, da se v 2 letih je bila razprodana, 2000 izvodov. Ja. Potem pa sem jaz nekako pritiskal na direktorja založbe. Modrijan, ja. Če bi naredili ponatis, in ni bilo nekega znaka, da bi delali ponatis. Šele mislim, da okrog 10 let, čez 10 let je prišlo do tega, da smo naredili ponatis, oziroma so naredili ponatis še 1000 kosov, ampak do danes teh knjig ni več zakupati v trgovini. Lahko se jo pa dobi na Bolšjem sejmu, na bolha.com, se prodajajo in tako naprej. Ne. Ja, to je zelo zanimivo. No. Zamolčana knjiga. Šle so. Kupovali so pa vsi. Reakcije pa nobene. Tudi gospod Repejo ima, če se ne motim. Ja. Ste kaj citirani? Sem tja, ja. Ja, res. Dobro, zdaj tej knjigi Napotki je tako ni mogoče več kupiti, ali pa mogoče na Bolhi. Smo naredili tudi to oddajo, ta pogovor. Gospod Aleš, vse najlepša hvala, ker ste prišli. To je bil res obširen prikaz vsega tega, kar ste zbirali in kar se je dogajalo med drugo vojno in nam pravzaprav tudi odpira obzorja. Kaj bi rekli za konec? Jaz upam, da bo odziv pozitiven. Moramo računati, da nekateri se pač s tem ne strinjajo, ker je to normalno. To so dejstva, so fotografije. Torej, to so pač dejstva. Ja. Tako da mogoče se bo povečalo kakšno zanimanje za to zadevo, mogoče večji obisk knjižnic in izposoja teh knjig. Tako da jaz upam na pozitivno. Ne. Gospod Aleš, vse vam tudi mi želimo pozitivno. Najlepša hvala za tale pogovor in hvala za pozornost. Nasvidenje. Hvala tudi vam za povabilo, hvala lepa tudi gledalcem. Hvala.